Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, golobja vlada Roberta Goloba je vsak dan manjša, kot je tudi manj svobode, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Kam so šla politična teleta? Po raziskavi Mediane se je podpora Gibanju Svoboda od volitev pa do danes prepolovila. To seveda, kot pronicljivo ugotavlja Peter Hrstelj na družbenem omrežju, pomeni, da ta hip tavajo po političnih pašnikih in iščejo novega političnega pastirja. Mu. Sedaj pa se lotimo 29. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, ko orožju smo sploh še ljudje. Vojna v Ukrajini, vojna v Palestini, pri nas pa vikend strelskih obračunov s smrtnimi žrtvami. Ali smo sploh še ljudje, nam bosta povedala naš posebni gost, bivši rektor Univerze na Primorskem, dr. Dragan Marušič in naš stalni komentator, dr. Igor Lukšič. Igor, Dragan, dobrodošla v Faktorju. Dragan, zakaj se statistična verjetnost, da umreš od strelnega orožja v Sloveniji povečuje, po tvojem mnenju? A mi samo sledimo tem nekim globalnim trendom ali vseeno neka ta samouničevalnost slovenska spet prihaja počasi na plan? To me sprašuješ kot matematika, ne kot kakšnega strokovnjaka za orožje. Ja. Edino, kar sem služil v tisti vojni rok v Jugoslaviji, pa še takrat sem se močno boril proti temu, da bi kakorkoli kaj primal v roke. Mislim, da je vse skupaj odraz projekcije tega, kar se nekih globalnih trendov, razpadanja, bi rekel, kar te zahodne kulture, zahodne civilizacije, ki je najbolj, po mojem, na udaru v zadnjih desetletjih. In kot vsaka stvar, dobra ali slaba, je proniknila tudi k nam. Kaj drugega tudi ni bilo pričakovati. Je pa cel kup znakov ali pa teh korelatov, ki to k temu kažejo, ki na to nakazujejo. Če pogledamo kakšne dokumentarce ali pa kakšne videoposnetke, ki jih je mogoče videti na YouTubu o razpadu določenih predmestij v Ameriki, po drugi strani pa ta bajna bogastva peščice ljudi, potem se kaže ta razkroj skupnosti, po posameznih državah zahodne skupnosti se tam drastično kaže pronica ali pa projicira se pa tudi na druge segmente življenja in ne samo tam, ampak tudi k nam. Zdaj, kaj vse bo prišlo k nam, je težko napovedati. Nekatere stvari se primijo, nekatere se ne morejo, ker ali je naša družba preveč drugačna, mislim, Slovenija preveč drugačna, ali pa se enostavno nima kam obesiti. Vse te nesmiselnosti, ki se dogajajo na Zahodu. Ja. Ampak to glede orožja, to očitno se je, ne. To je najlažje, ne. Zdaj, Igor, vemo pač družinsko nasilje, to je pri nas že nekako tudi na nek način folklora, ko pride do teh najhujših zločinov s smrtnim izidom, so ponavadi znotraj družine, spet en tak primer pač umoril dekle, potem sodil še sebi. Ampak vendarle, nekaj dni nazaj je lider opozicije Janez Janša naslovil javni poziv na Slovence: oborožite se, legalno, je sicer poudaril on, ker pač prihaja do povečanega nasilja strani ilegalnih migrantov in ker vlada po mnenju Janše nič ne stori za to, da bi nas zaščitila. Zdaj, nismo navajeni, Igor, da pač slovenski politiki pozivajo k oboroževanju, bi morali kar daleč pogledati nazaj v preteklost. Še za časov osamosvojitvene vojne, se ne spomnim, da bi kateri politik pozival ljudi, naj se oborožijo. Kako ti razumeš ta Janšev poziv? Jaz bi mogoče začel pri doktrini oboroženega ljudstva, ki jo Janša dobro pozna iz časa samoupravnega sistema in ki je tudi na njegovo iniciativo bila končana, tako da smo dobili namesto oboroženega ljudstva profesionalno vojsko. Se pravi, nekako ni bilo več pravega veselja na tem, da bi ljudje živeli to doktrino oboroženega ljudstva.
V teh časih je to absolutno neprimerno pozivati ljudi, da se oborožujejo, zlasti privatno in zlasti kot bivši predsednik ali pa celo trikratni predsednik vlade in predsednik stranke. Pozivi k orožju so takoj že pozivi k nasilju. In jaz sem presenečen, da so reakcije uradnih organov ali pa tudi strank tako mile, medle ali pa jih sploh ni. Da v resnici edini, ki so pozive slišali, so ti, ki so prijeli za orožje in se spravili na tistega, za katerega mislijo, da je njihov sovražnik, ne, in je prišlo do teh likvidacij. To je absolutno neprimerno. Ne morem se bolj zgražati na tem, oziroma ne morem se tako zelo zgražati tle na televiziji, ki je vendarle pristojna, kot bi bilo treba na to reagirati. Še zlasti zaradi tega, o čemer je govoril Dragan, se pravi, ker te tenzije se dejansko povečujejo, do vojn ne prihaja zaradi tega, ker je en človek znorel, ne, na vsaki strani, ampak zaradi tega, ker so dejansko, kot pravi Dragan, tenzije se tako zelo povečujejo, da jih čutimo, ampak te tenzije ne bomo mogli rešiti na tak način, kot predlaga Janez Janša. Se pravi, da se oborožujemo kot prvi korak in kot drugi korak seveda oborožujejo se ljudje zato, da se potem to orožje uporabi. In to je nemogoče. Še zlasti, pazite, potem, ko smo mi doktrino oboroženega ljudstva opustili, ker pri doktrini oboroženega ljudstva je šlo za to, da si ti ljudi naučil rokovanja z orožjem, da si jih naučil, kako in kdaj se uporablja orožje, kdo je predpostavljeno, kdo komandira, proti komu se lahko pod določenimi pogoji, se pravi, ko je država napadena, ko so ogroženi interesi, se to uporabi. To je pa dejansko vzpostavljanje divjega zahoda. Naj se vsak posameznik oboroži in potem išče svoje lastne tarče, ali bomo čakali na komando Janeza Janše, da bo povedal, na koga streljati. Ja. Absolutno neprimerno. Ja. Dragan, zdaj, ne, ta drugi del Janševega argumenta, češ vlada nas ne zaščiti, ne, vidimo pač nasilje strani ilegalnih migrantov se povečuje, vemo, ne, par dni nazaj, pa pač teden, dva nazaj smo imeli tisti primer pač posilstva v Ljubljani, ne, mediji so ga najprej zamolčali, pa so ga vendarle prenesli, da je šlo za tujega državljana. Ti deliš to Janševo mnenje, se pravi, da se ogroženost prebivalstva v Sloveniji povečuje, da so te ilegalne migracije tako huda grožnja, da pač je treba nekaj storiti, če nas vlada ne bo zaščitila, pa da naj se oborožimo sami. Vemo tudi, ne, da nekje v južnem delu države so se že začeli ustanavljati tako imenovane vaške straže in tako naprej. To je zgleda normalna reakcija, ne? Zdaj ta vlada, če nas, torej, recimo, da nas tukaj ni zaščitila, tiste, ki so ogroženi, manje tega, recimo, priznam, da jaz v Kopru tega ne čutim. Ampak ta vlada marsikaj drugega, marsičesa drugega še ni naredila, ne. Mene bolj kot, zame so to samo simptomi tega večjega razpadanja kohezivnosti znotraj, dajmo temu reči, Zahoda, kamor smo se mi postavili v zadnjih 30 letih, ali smo prišli, ali so pa nas vzeli. Ker vsaka skupnost mora imeti ene osnovne karakteristike, da lahko normalno obstaja. Mora imeti nekaj, ko je eno skupno kulturo, lepilo, ne? Mislim, da to izginja. Več je bilo tega lepila, ko smo bili del ene druge države. Potem mora imeti eno ustrezno vodstvo, dovolj umno vodstvo, ki vodi to državo k skupnim ciljem, pa sploh najprej mora skupne cilje imeti, in pa mora imeti ene ljudi, ki porivajo stvari naprej, taki, ki so, dajmo reči, propulzivni, pronicljivi in tako naprej. In vse to troje, mislim, da, če gledam Slovenijo, umanjkuje, pa tudi v širši Evropi. Če pogledamo evropske voditelje po državah in jih primerjamo s tistimi pred 20-30 leti, ne moremo ne ugotoviti, da to ni niti kaj, sploh ne moreš primerjati, temu reči, intelektualni potencial teh ali pa onih. Potem
te skupne kulture več ni, ker se je očitno Evropa odločila za multikulturnost. Multikulturnost pa po mojem mnenju, za razliko od multiracialnosti, ko se temu reče, Amerika je nek eksperiment za več ras skupaj, ki recimo, da v nekaterih segmentih deluje, zagotovo pa več različnih kultur, jaz ne poznam take skupnosti. To pomeni dodatne težave, še zlasti, če ne obstaja v državi načrt za integracijo. In tretjič, če pogledam samo svojega zornega kota, univerze in tako naprej, mislim, da glede na to veliko mladih sposobnih ljudi iz Slovenije odhaja, sicer se jih nadomešča z drugimi, ampak to so ravno tisti ljudje, ki naj bi bili propulzivni, neustrašni v intelektualnem in drugih inovativnih posegih. Tako da v vseh treh segmentih vidim ta propad, nekaj, kar vodi k propadu, in takšen proces, in zdaj ne vem, koliko je ta proces ustavljiv. Zagotovo pa najbolj odgovorni za to so tisti, ki državo vodijo. Če tega ne opazijo, če tega ne detektirajo in ne znajo potegniti posledice čez 50 let, potem nam res ni pomoči, ne pomaga niti orožja. Ne bo pomagalo. V redu, predlagam, da si tu vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali smo sploh še ljudje. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naš posebni gost, Dragan Marušič in naš stalni komentator Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, ali smo sploh še ljudje. Igor, če se vrnemo na ta Janšev poziv in na ostale aktualne politične dogodke v Sloveniji, odzvala se je pred časom, pred kakšno uro, predsednica Republike, ki je obsodila ta Janšev poziv nekako v slogu, kot si ga tudi ti, in pač rekla, da je to zelo nevarno, da se poziva civiliste, da bi se naj oboroževali in vzeli pravico v svoje roke. Ampak ko smo ravno že pri oboroževanju in pa na nek način tudi policiji, bivša notranja ministrica je pričala pred državnim zborom in povedala, da je predsednik vlade poimensko naročal, koga naj odpusti v policiji. Zdaj vemo, Tatjana Bobnar je ta hip svetovalka predsednice Republike. Kako ti, Igor, kot politolog, dolgo časa aktiven v politiki z vsem svojim znanjem in izkušnjami, razumeš te stvari, ki se ta hip dogajajo pri nas v politiki, oziroma izjave, ki jih dajo v javnost najvišji predstavniki naše politične elite? Ja, to je res zaskrbljujoče. Najprej je zaskrbljujoče to, da je predsednik vlade naročil to ministrici. Potem je zaskrbljujoče to, da ministrica odstopi oziroma je bila odstavljena in potem gre k predsednici države za svetovalko. Se pravi, to pomeni samo, da država ne funkcionira. Ker če gre nekdo, ki ni dober za ministra, za notranje zadeve, potem za svetovalko k predsednici države, potem to nekaj ni v redu. In potem gre pred državni zbor razlagati, kaj ta obstoječi predsednik vlade počne. To ni jasno, da s tem ruši državo. Se pravi, z vsemi temi potezami, skratka, zadeva je tako nemogoče. Vsaka od teh potez, na vsakem koraku je absolutno napačna in ne prispeva k temu, da bi mi naredili eno državo, ki bi funkcionirala v korist ljudi. Imamo zdaj predsednika vlade, imamo bivšo ministrico, ki je zdaj svetovalka pri predsednici, in kaj bo zdaj kdo naredil? Kaj bo naredil zdaj državni zbor? Kaj lahko naredi? A bo odstavil predsednika vlade na osnovi tega? Ker to so taki prekrški, da bi rekel, počakaj, to pa ni v redu. Če iz tega razloga menjavaš ministrico, ker si naročil, da zamenja ljudi, za katere je ona smatrala in je ona pristojna, oziroma
njej podrejeni na nek način, da jih menjavajo iz političnih razlogov samo. Prišel si pa z mandatom, da končno vzpostaviš strokovne kriterije na ravni vodenja policije, potem je to zelo narobe. In neverjetno, da zdaj, po enem letu pa pol, ko bi morala vlada začeti delati, vidimo, da je delala zelo podobne napake že takoj na začetku, kot jih je delal Janša. Se pravi, da je postavljal svoje ljudi. In zdaj se bomo ukvarjali cel čas, vsaka vlada bo postavljala svoje ljudi. A je to ideja države? To gotovo ni ideja države. Ne? Ja. Zdaj, Dragan, ta kohezivnost, o kateri ti govoriš, nekako se res zdi, da je ni več, ne? Da to pač je neko razpadanje pri živem telesu. Praktično vsak teden kakšna inštitucija pač pade na nekem elementarnem izpitu tega, kaj bi naj pomenila in kako bi se naj obnašala. Jaz mislim, da je to, kot sem prej že povedal, na celem Zahodu, začenši z Združenimi državami. Ampak ker smo mi v Evropi, pa nas bolj zanima, saj mene bolj zanima, kaj se bo z Evropo zgodilo. Ugotavljam to kot mnogi drugi, da vse skupaj v zadnjem letu in pol od tistega specialne operacije v Ukrajini dalje ne kaže dobro Evropi. Ne? Zato, ker dvomim, da bo zmogla ohraniti svojo pozicijo v svetu. Vojaško že prej nikoli ni kaj dosti pomenila, politično sled tega manj, zdaj pa tudi gospodarsko ne. Zdi se mi, da je vse skupaj pelje k temu, da bo Amerika nekako uporabila Evropo, njene gospodarske in pa človeške resurse do največje možne mere, tukaj pa bo na koncu vse skupaj šlo za nekaj nivojev nižje. Ampak kar se Slovenije tiče, pa ob tem razpadanju, predvsem kolektivnega lepila, iz tega zornega kota je potem tudi vse to, o čemer smo tukaj že govorili, pa vseh teh čudnih zgodbah iz vrha oblasti, se kaže razpadanje kolektivnega lepila in pa prehajanje po intuiciji k individualizmu. Opazim tudi pri sebi, ko me veliko manj zanima, kaj bo naprimer slovenskim visokim šolstvom, s katerim sem se res z dušo in telesom, kot bi ste rekli, in s srcem ukvarjal toliko let. Zdaj sem pa šel nekako avtistično k tistemu, kar mene zapolnjuje, se pravi, rešujem matematične probleme, odprte, ki jih še nihče ni rešil in ki so me zanimali, ko sem bil še mlajši matematik. Ne. Tako da pri sebi tudi to vidim. Zdaj, ampak jaz nisem na oblasti, ne vodim te države, od tistih, ki so, pa bi pričakoval, da imajo kakšne plane, kako in kaj. Še vsaka država, v kateri smo bili Slovenci, na koncu razpadla, ali je pričakovati, da EU bo pa večna. Mislim, da bi tukaj morali razmisliti, kaj se utegne zgoditi, če gre tudi EU po gobe. Kajti v tem trenutku se mi zdi, da je kakršnekoli zamere lahko imamo ali pa imam do Evropske unije, trenutno ne vidim druge možnosti za obstoj Slovenije kot znotraj nje. Če to odide nekam, če to drastično pade kvaliteta življenja in vse skupaj, potem se slabo piše predvsem manjšim skupnostim. Ja, kot praviš, Dragan, ti imaš absolutno pravico, da se pač zatečeš v neko, dajmo reči v narekovajih, v samo, kar se tiče družbene aktivnosti, ampak verjetno najvišji predstavniki države si to težje privoščijo, pa vendar imamo občutek, saj pri predsedniku vlade, ne, da on kar pogosto posega po tej možnosti, saj če gledamo njegove javne objave, nastope in poteze, ki jih vleče. Ampak, Igor, zdaj vodja opozicije Janša, ne, ko se je začela vojna v Ukrajini, takrat je bil še na funkciji predsednika vlade, je kar prispeval k dvigu tenzije. Vemo, da se je zavzemal, da bi NATO zaprl zračni prostor nad Ukrajino, kar bi v bistvu pomenilo direktni konflikt z Rusijo oziroma verjetno tretjo svetovno vojno. Zdaj, ko je vojna v Izraelu oziroma v Palestini, Janša spet dviguje tenzije. A misliš, da on nekako čuti, da je zdaj to pravi trenutek za to, sledi tem svetovnim
trendom, ker vendarle vemo, ne, ta anti-Janša sentiment se je vmes spet zelo ošibil, omilil v Sloveniji, ne, podpora vladi javnomnenjska pada, javnomnenjska podpora Gibanje Svoboda se je prepolovila v leto in pol od volitev, zdaj se Janša spet oglaša s temi pozivi k orožju, ne, a hoče spet dvignati ta anti-Janša sentiment, ali kje je ta njegov politični rezon po tvoje? Jaz mislim, da tekmuje za to, kdo je najbolj odločna persona v Sloveniji. Golob ga je v tem segmentu kar premagal, ne, ker je v volilni kampanji zelo odločno nastopil, celo tako, da je šel daleč čez Janšo, z tem nekako aroganten je tudi bil. Ne. Zdaj, ko Golobu popušča ta odločnost, ko ima problem z ministri, ko ima problem s poplavami, ko ima problem z reformami, je trenirati ali pa kazati odločnost na primeru vojnih situacij najbolj čisto. Tam še zlasti, ker se lahko postaviš z njegovimi mednarodnimi prijatelji na isto stran in to je taka elegantna pozicija, ki zelo tudi homogenizira njegovo politično telo. In to so stališča predsednika stranke dobre poteze. Problem je pa v tem, da ta homogenizacija stranke je problematična stališča Slovenije. Ne. On je bil tudi predsednik vlade 3-krat. Ne. In on izreka to tudi kot predsednik vlade, kot nekdo, ki pozna situacijo v Evropski uniji. In se tu postavlja na stran, zmeraj se je postavil na stran tistih, ki zaostrujejo konflikt. Ne. Od leta 90 oziroma 91, ko je bil proti temu, da se gre na brionska pogajanja, ki so prinesla pravzaprav nek premirje in potem spravila jugoslovansko armado iz Slovenije, ker je bilo jasno, da Evropa zaupa slovenskemu vodstvu in miroljubnemu tonu, ne, s katerim so nastopali tam na čelu Kučana, Janša pa Bavčar sta bila na drugi strani takrat. In potem zmeraj, ker je prišlo do konflikta, on ni miril, nikoli ni miril, ampak gre zmeraj v konflikt na eno stran, se postavi navadno na tisto, ki zagotavlja, da bo konflikt čim dlje trajal. Zaenkrat se nikoli ni postavil na tisto stran, ki je bila pripravljena k čim prejšnjemu zaključku vojne. In ta militantnost enostavno ni dobra, ne glede na to, da homogenizira njegovo stranko, za to Slovenijo ni v redu. Ja. Dragan, nekako se mi zdi, da do epidemije oziroma do pandemije korone smo tudi mi živeli v skladu s tisto maksimo, otroci so naše največje bogatstvo. Vemo, da pač med epidemijo je bila slika nekoliko obrnjena ali pa kar precej obrnjena na glavo, se pravi, otroci so naenkrat bili v funkciji tistih, ki lahko ogrozijo starejše ali pa najstarejše med nami in zato jih je bilo treba pač odstraniti šol, priti na šolanje na domu in tako naprej. Skratka, kar naenkrat smo se začeli otrok bati, namesto da bi jih zaščitili. Kako ti zdaj s časovne distance vidiš tisto obdobje? Ja, tudi sam sem to opazil, tudi mene je to presenetilo, zaprepastilo, kajti osnovni cilj, se meni zdi, smisel življenja je prokreacija in nadaljevanje vrste. Mislim, kolikor nismo neka vzvišena bitja, ki živimo samo v nekem virtualnem svetu. Tako da z tega zornega kota popolnoma nedoumljivo, vsak otrok ima še celo življenje pred sabo, medtem ko mi, ki smo po nekem določenem letu, pa lahko pripomoremo k družbi samo z nekimi svojimi ugotovitvami, recimo kolikor imamo še kakšen kanček modrosti v sebi. Še nekaj je tukaj, kar velja povedati. Mislim, da to opazijo v celotnem zahodnem svetu, ki ga je pandemija tako močno prizadela v vseh pogledih, od zdravstvenih do moralnih in umskih, ker je bila, jaz mislim, da je bil del vsega tukaj tudi ena psihoza posebne vrste.
Opaziti je, to sem že enkrat na eni oddaji povedal, od leta 2021 na 2022 padec skoraj za 10% pri rojstvih, ne? In ta trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Tako drastičnih padcev še ni bilo v 70-letni zgodovini te države, od leta 50, ko se spremljajo podatki na SURS-u, ne. Zdaj, eno tako vprašanje se postavlja, kaj se dogaja, ne? A to pomeni, da tisto osnovna stvar izginja, torej osnovni smisel življenja izginja. Tako da v tem pogledu moram soglašati z Elonom Muskom, ki pravi, da ni overpopulation, torej preveč ljudi na svetu, ampak je depopulacija. Vsi trendi to kažejo, da se povsod koeficient, ponekod je itak že pod obnovitveno, ampak tudi sicer se povsod zmanjšuje. Edina izjema je subsaharska Afrika. Kar pomeni, da mi vidimo samo to, kar je zdaj in iz tega sklepamo na nekaj, medtem ko trend ali kot se reče matematično odvod te funkcije prebivalstvene pa strmo padanje. Igor, zdaj izgleda, ne, da pač z vojno v Ukrajini in potem naprej so otroci postali legitimne tarče, pri čemer moramo reči, da v 10 dnevih izraelskega bombardiranja Gaze je umrlo že 3-krat več otrok, kot pa v 20 mesecih vojne v Ukrajini. Zakaj po tvoje so zdaj otroci postali pač neke legitimne tarče v narekovajih, da praktično ne trznemo več ob tem, ko se to dogaja? Ne nazadnje, ne, tudi predsednica Evropske komisije von der Leyenova je podprla Izrael v vseh njihovih potezah v samoobrambi pred terorjem palestinskega Hamasa in drugih palestinskih terorističnih skupin. Zdaj, če hočeš izkoreniniti Hamas, potem je najbolj, da začneš s pobijanjem otrok, ne? Zaradi tega, ker potem ne bo materijala za to, da se Hamas reproducira. Zdaj v tej izrinjanju Palestincev iz njihove bivše države, oziroma zdaj iz Izraela, je seveda to, če gledamo vojaško ali pa strateško, glede na to, kaj počnejo izraelski skrajneži, od nekdaj bil njihov cilj. Problem je zdaj samo v tem, da zgleda, da so skrajneži prevzeli oblast. Mi vidimo, da se v Izraelu tudi javljajo k besedi ljudje, ki nekako imajo nek občutek tudi za to, da Palestincem pripada njihova samostojna država. Ampak tako je, otroci ratajo tarča takrat, ko se ti nočeš ukvarjati z njimi kot odraslimi. In to je zdaj situacija. Se pravi, v Ukrajini ne gre za ta tip vojne, ne? Tle v Izraelu gre za ta tip vojne, drugačen tip vojne. In to je seveda problematično, če Evropska unija asistira tovrstnim posegom, ne? Tako da to, kar je zgodba, ne? Ali smo sploh še ljudje, ne? To je pravzaprav vprašanje tudi, ki ga Draga načenja, ne? Ali smo še ljudje v tem smislu, ko po trendu, ne, ko ta, recimo, veselje do tega, da se ukvarjamo z otroci, izginja, ne? Da enostavno reprodukcije ni tle na Zahodu. In tle se spomnim neverjetno, ne, v razvoju vrst Darwin piše o tem, ne, da obstajajo ene ptice, ki v ujetništvu, takrat, ne, je to ugotavljal, da v ujetništvu se ne razmnožujejo. In zdaj Zahod proklamira, da je najbolj svobodna družba na svetu. Ampak izgleda, da ta ptica, recimo v Sloveniji golobja jata, enostavno nima več veselja do razmnoževanja, da to čuti čezdalje bolj kot ujetništvo, ne. Da od te svobode enostavno ni nič. In mi imamo problem, recimo na intelektualni ravni, da se sploh ne ukvarjamo z realnimi in najbolj perečimi problemi. Mi imamo družboslovje, ki ga rinemo, ne? Mi zdaj samo izpostavljamo in financiramo in pustimo, da tehnika prednjači, ne? In potem, kar je prej Dragan govoril, ne, ta problem razpada skupnosti.
To recimo imamo tematizirano zelo jasno sred 18. stoletja z deli in Adama Smitha in Adama Fergusona, se pravi škotsko razsvetljenstvo. Potem imamo sred 19. stoletja tudi zelo jasno ta razpad. Gemeinschaft, Gesellschaft, kako Gesellschaft, se pravi skupnost in skupništvo razpada in se tu poraja neka družba. Družba, ki je utemeljena na, danes bi rekli, ublagovljenju vsega. Eni bi rekli prodoru tržne ekonomije. Se pravi, da se vse meri po tem, koliko dobi teže na trgu. In mi imamo zdaj z neoliberalno ofenzivo od 80-ih let naprej in s pohitreno koncentracijo kapitala to tako pohitreno. Recimo, da le zdaj, ko je ta COVID šel mimo in je recimo so svetovno špica od farmacevtske industrije zaslužila bajno. Ampak oni zdaj zahtevajo, lastniki njihovi, da imajo letos še višje profite od prejšnjega leta. In to je logika kapitalizma, oni temu sledijo. Lastniki to zahtevajo, da bi imeli še višje profite. In zdaj se oni ukvarjajo s tem, kako to doseči. Se pravi, njih ne zanima človeštvo. Oni niso v funkciji, se pravi, cela industrija pomoči medicini za to, da bi človeštvo živelo na višji ravni. Ampak njih zanima samo višja stopnja profita. In to seveda se dogaja na vseh ravneh. Višjo stopnjo profita dosegaš, če čim več stvari, ki se jih da oposamt, spraviš na nek trg in iz tega narediš potem nek biznis. In to se nam dogaja. Človek je to odvečen. Še zlasti zdaj, ko se poskuša vse prenesti na kompjuterje in se ukvarjati s to artificial intelligence, ki sicer je lahko pomoč še nekaterim mastermindom, ki so uporabljeni in plačeni predvsem za to, da delajo za profite in za bogatenje najbogatejših, ne ukvarjajo se pa z dvigom kvalitete življenja vseh. In mi zdaj tja prihajamo, se pravi, razčlovečenje človeštva, decivilizacija. In ta kapitalizem neverjetno počasi spoznava, da je človek odvečen, da ni več neznana spremenljivka, ampak da je odvečna spremenljivka. Ja. Dragan, kaj nas čaka? Matrica, ne vem, Terminator, sodni dan, veš, da vemo se pripraviti. No, mogoče samo, da se navežem z eno mislijo, ki nadaljujem Igorjevo razmišljanje. Spraševal si o otrocih, ki se jih zdaj, kjer je več žrtev, kot je tam v Palestini, kot pa v 20 mesecih in tako naprej. Ja, to gre korak v koraku, vzporedno, pa ne bo še tako tendenciozna vprašanja trditev, ko se govori o zlati milijardi. Če nekatere elite menijo, da je ljudi preveč na svetu, potem imajo različne poteze, lahko vlečejo implicitno ali pa eksplicitno različne poteze, ki jih temu zmanjševanju gre, in pobijanje otrok je vsekakor lahko eno od teh. Kaj nas čaka? Opažam tudi čisto tako anekdotično, mislim, da se kognitivne sposobnosti zmanjšujejo pri nas na Zahodu, preprosto zato, ker ima to zmanjševanje rodnosti, pa nisem noben, jaz pač sem poskrbel, imam 2 sinova, nisem ne v eno, ne v drugo smer ekstremen, samo opažam, kar opažam. Mislim, da je zlasti pri izobraženih ljudeh tega manj. Bom povedal en konkreten primer. Imel sem 7 doktorantov, torej 7 ljudi je pri meni doktoriralo, teh 7 ljudi je sproduciralo 5 otrok. To pove vse, na anekdotični ravni. In zdaj, tudi sicer moje opažanje, bil sem na Kitajskem pred 30 leti, ko še nobenemu se ni dalo hoditi, opazil sem, da ta Kitajci, Korejci in tako naprej veliko več delajo kot mi. In tudi imajo mogoče zaradi tistih njihovih pismenk drugače razvite tudi možgane, da pač so sposobnejši pri obvladovanju kakšnih kognitivnih nalog.
In takrat sem si rekel, edina stvar, kjer Evropa še lahko tekmuje s Kitajsko, je v kreativnosti. To je tudi nekaj, kar sem opazil, da nas vleče nek nemir k temu, da stalno nove in nove stvari hočemo početi. Se hitro naveličamo kot otroci. To je bila naša prednost. Zdaj s to woke ideologijo, ko človek sploh ne more razmišljati izven okvirov, se tudi ta kreativnost napoveduje en slab konec. Tudi edina naša morebitna prednost, ki bi jo imeli, glede na druge skupnosti, druge kulture, bo izginila. Tako da kaj nas čaka? Terminator, ne moram reči, ker nisem dober v orožju. Tista matrica, Matrix pa se mi zdi bolj možna. Ja. In farmacevti nam bojo ponudili 2 tableti, ena modra, druga pa ne vem, kire barve že. Igor, gremo počasi koncu oddaje. Ti si opozoril, da vlada zdaj želi škodo, ki je nastala po poplavah, naprtiti tistim, ki imajo 2 otroka v vrtcu. To nekako gre v kontekst tega, kar si povedal, se pravi, da ni več zaželeno, da imamo veliko otrok. To je res neverjetno. Ne bi nikoli pričakoval od najboljše vlade v slovenski zgodovini, za kar se ta vlada ima, da najde glavni vir ali pa enega od glavnih virov za reševanje poplavljencev, ki so res v stiski in kamor je res treba usmeriti več denarja, ravno v tej skupini ljudi. To je tisti, ki je to pomislil, bi ga mogli tisti hip odstaviti. Tisti, ki je to izrekel na vladi, bi ga mogli tisti hip postaviti, ker ta nima pojma, kaj so prioritete slovenske vlade. Da pa to vlada sprejme kot svoje stališče, je pa enostavno nezaslišano. A si predstavljate, kaj je to, kako imajo v glavi urejene prioritete slovenske države, če iz tega naredijo vir za poplavljence. Ne pa tam, kjer se dejansko nahaja denar. In ne znajo urediti, kako bi to breme pravično razporedili. Tudi časovno, se angažirali, pogledali tudi pri zavarovalnicah, kako iz teh virov zadeve tečejo. Nisem še slišal, da bi kakšne javne intervencije o tem, kako zavarovalnice to handlajo. Slišim samo iz privatnih virov, da ljudje niso najbolj zadovoljni s tem, kako se zavarovalnice izogibajo zdaj poplačilo zavarovalnic. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost, velja pa poziv strani oddaje Faktor. Imejte se radi, delajte otroke in recite orožju z Bogom. Dr. Dragan Marušič, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali smo sploh še ljudje, že 937. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali od rokometa do kolesa, kako smo iz rokometne postali kolesarska velesila. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.